Najboljš, da kar začneva, da ne bo potem treme. Ne? Okay, lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman. In moje ime je Karmen Logan. Sva energijska trenerja za uspeh. In danes bomo govorili o novi temi, ki bo... Dobrodošli še v Miran Karmen Show. Okay. Dobrodošli. Evo, to so te začetne izkušnje in izzivi. Ja, danes bomo govorili ponovno o komunikaciji in tudi o tem, kaj stoji iza komunikacije. Zdaj, prva stvar, o kateri bi mogoče malo spregovorila, je komunikacija še vedno med partnerjema ali pa s komarkoli drugim. Katere so tiste stvari, ki ne funkcionirajo, ne? In recimo v partnerskem odnosu se dosti krat zgodi, da recimo eden izmed partnerjev, ki želi, ali pa ženske, recimo, ki želimo moškemu nekaj dopovedati, da na njega pritiskamo s kritiko, da smo kritične, da sej sem ti rekla, sej to bi že moral vedeti, in na tak način skušamo nekaj moškemu dopovedati. In to, kar je učinek od tega, je, da se moški začne umikati, da noče z nami komunicirati, da se noče pogovarjati in da se v bistvu zapira pred nami, ne? In v bistvu tak pristop, tak način pač ne funkcionira. In v bistvu kdaj recimo se moški odpre ženski? Kdaj se odpre ali kdaj se zapre? Ja, zdaj smo povedali, kdaj se zapre, ne? Če smo kritične, zdaj govorimo o komunikaciji, kako ženska z moškim komunicira, ampak dostikrat je tudi obratno, ne? Tako da ni treba, da se čisto fiksiramo. Ampak zdaj je vprašanje za moškega. Tole obratno, mislim, da ni čisto obratno, je majčkeno drugače. Okay. Ampak načeloma se moški zapre, ko se čuti napadenega. V bistvu ne gre toliko za napadenega, ampak v bistvu, ko moški čuti, da dejansko ni sprejet. To pomeni, drage dame, skrivnost. Ne? Če vaš dragi moški v bistvu ne deli z vami neke intimne zadeve, včasih se tudi pogovarjam s kakšno stranko in potem reče, ja, moj pa nič noče povedati in tako naprej in tako naprej. In potem vedno rečem, ja, ampak to se vedno zgodi, če noče povedati nekih intimnih stvari, je to v glavnem zaradi tega, ker se ne čuti sprejetega. Ker se ne čuti, da karkoli bo povedal, da bo v redu. Ok, seveda, dragi moški, ne, seveda, to ne pomeni, da delamo neumnosti, ne, in potem pač pričakujemo, da bomo sprejeti pri vsem, kar je. Ne. Ja. Ok, mogoče samo ena zadeva, ne, kar je zelo pomembno za drage dame. Ne. Dostikrat potem pač ta sogovornica reče, ga bom jaz vprašala. Okay. Pa mislite, da vam bo povedal? Ne? Ker v bistvu, ne, če moški ne pove nekih intimnih zadev, nekih stvari, da se v bistvu ta problem, moj moški se pa se ne zna odpreti. Okay. Ne noče, ampak ženske mislijo, da se moški ne zna odpreti. Moški se vedno zna odpreti, ne? Če drugega ne po pol litrci, ne, se odpre, ne. Ampak zopet komu se odpre? Ne? Če grejo fantje na pijačo in ko ga ima kakšen liter v riti, ne vem, koliko je pač vaša doza, ne, se zagotovo odpre. To pomeni, da ni nikoli problem, da se moški ne bi znal odpreti. Stvar je samo v tem, kdo ga bo razumel. Ne. Ok, pustimo zdaj to, da v Sloveniji je ogromno alkoholizma in da so te stvari, da se moški lažje odpre na takarci dostikrat kot pa doma ženi. Ampak v vsakem primeru, če imate takšno situacijo, bi vam bistveno bolj predlagal, da poiščete pomoč strokovno, nekoga, ki vas vodi, ker če greste na vašega moškega, jaz sem slišala, da se nočeš odpreti, ker te jaz ne sprejmem. Kje te jaz ne sprejemam? No, zdaj mi pa povej, kje te ne sprejemam. Ampak razumete? To je dejansko samo še takole... Še vedno je napad in še vedno je kritika. Še hujši napad. In pritisk, ker predvsem pritisk je tisti, pred katerim moški beži.
ko moškega spraviš v kot, potem je v bistvu pač dejansko vse isto v vsakem, samo mogoče pač ženske majhen drugače odreagirate, nekatere tlačite, nekatere različne zadeve so. Jaz govorim zdaj za moške, ker imam priložnost, da draga pove, ne zato, ker imam priložnost, da jaz povem. Jaz lahko posnamem svoj video, pa vse razložim. Okay. Ampak ker je draga zraven, da bo žensko del povedal. Ampak moški, ko je moški v kotu, ponavadi odreagira. In ko se ne čuti sprejetega, potem dejansko pač enostavno zablokira. Ne? In zdaj bom rekel, drage dame, ki to poslušate, to ne pomeni tako, da zdaj, ko ste zvedele, da se pač počuti nesprejetega, da zdaj pa vem, zdaj bom pa jaz to drugače. Ne gre to. Je treba majčkeno še več vedeti, kako se tega lotiti, kaj spremeniti, ker v bistvu, glejte, ista zgodba je, če recimo narobe tečem, in pride mimo nek, profesionalni tekač in reče, a veš, da ti narobe tečeš? In jaz rečem, hvala, da si mi povedal, od zdaj naprej bom pa pravilno tekel. On ne bo samo gledal, stari moj, se si šele sedaj izvedel, da narobe tečeš, se nisi opazil, da je kakšna razlika, kaj bi sploh mogel. Tako da v bistvu, Tako da v bistvu tukaj se precej učimo te ljubeče komunikacije, ki daje prostor enemu in drugemu, ker v odnosu se vsi želimo počutiti sprejeti. Zdaj naslednja stvar, ki bi jo mogoče izpostavila glede ženske komunikacije, jaz sem se danes mičkam bolj res na ženske navezala, je to, da v bistvu ženske v moškem iščemo prijateljico. To pomeni, da bi radi na dolgo in široko mu vse razložile, vse povedale, vse in v bistvu moški tega niste zmožni dolgo poslušati, ampak ne zato, ker nas nimate radi in nas ne bi hoteli sprejeti, ampak najbrž zato, ker enostavno tega večina moških ne razume. Mislim, ni to koncept moške komunikacije. Enostavno nismo natrenirani, nismo vzgojeni. To pomeni neko zelo dolgo poslušanje, da samo poslušaš, mislim, ne da bi, ampak isto je dolgo nakupovanje. Ja, ok. To imamo mi dva. 2-3 trgovine, ok. Potem pa v bistvu, a misliš, da ne bi bilo boljše, da bi šla sama? Tako da, okay. V bistvu s tem pri moškemu spet povzročimo eno zmedo, odpor in v bistvu, če razumemo, kaj v bistvu se dogaja, lahko to naredimo drugače, lahko v bistvu moramo ženske najti nekoga za komunikacijo, ne v moškem, ampak v bistvu rabimo neke prijateljice, rabimo nekoga drugega zunaj odnosa, ker moški enostavno ni zmožen tega prenesti. Vsaka ženska mora imeti najboljšo prijateljico. In vsak moški ne sme imeti najboljše prijateljice. Točno. Ok, super. Gremo naprej. Tisto, kar sem mogoče želela še izpostaviti, je, da v komunikaciji z moškim mogoče ženske ne razumemo tudi tega, da enkrat, recimo ga nekaj prosimo, mu nekaj rečemo, enkrat rečemo in potem se moški odzove ponavadi ali pa večinoma z nekim odporom in potem se umaknemo in v bistvu ne vztrajamo, da bi dobile to, kar želimo in to zato, ker ne vemo in ne znamo. In v bistvu, če pogledamo otroke, lahko damo tukaj primer, otroci nikoli ne odnehajo, ko nekaj želijo dobiti, in so vedno prijazni, vedno ponovno vztrajajo. In kaj se zgodi, ko mi moškemu rečemo nekaj, ga v bistvu zmotimo in tega ne razumemo. Zmotimo ga pri njegovih obveznostih, opravilih ali pa tudi, če nič ne dela, kot ti velikokrat poveš, ga še vseeno zmotimo in na to moramo biti pripravljeni in to moramo razumeti. Morate razumeti nekaj. Za moškega je mir zelo velika vrlina. To pomeni, da pač, druga stvar je, da v partnerstvu veliko stvari tudi narediš, da imaš mir. Ampak v bistvu moški ne spreminjamo nekih stvari, ki funkcionirajo, načeloma. Saj, če mi mislimo, da funkcioniramo. In potem, ko pač
tako kot je že Karmen razložila, ne, kot že vemo, ne, da moški vse čas nekaj delamo, vse čas imamo nekaj plan. Ne. Če je to časopis, je to v tem trenutku delaš časopis. In potem pride draga in reče, ali lahko odneseš smeti v pač smeti. Ne? Smeti v smeti. Okay? In potem prva stvar, ki je, ok, v redu, ni problema, odnesem smeti v smeti, ampak trenutno nekaj delam. Ne? Okay, vem, da trenutno sedim in ne delam nič, ampak delam nič. Ne? In tukaj sem zelo zaposlen ali pa karkoli, dejansko včasih moški, dostikrat, enostavno rabiš se usest, rabiš nekaj enostavno pogledati, nek internet ali pa nekaj takega, da dejansko pač se ohladiš, da dejansko prideš k sebi, da se zopet najdeš. Ne? Ženske imate te stvari na ta način, da poveste vsem okrog sebe, kaj se dogaja, in potem se najdete. Ne? In potem moški v bistvu začne razmišljati, kako čem jaz to organizirati. Zdaj tukaj nekaj delam, ona ima neko željo in potem ona odide. In tiste želje ni več. In smo rešeni. Rešen problem. Ni več potrebe. Ne? Okay? Zelo malokrat dejansko pač v tisti svoji situaciji se spomniš pa, kaj si že hotela, draga, tukaj sem ti na voljo. Ne? Mislim, za 8. marec pa to že. Ne? Ampak, ženske tukaj pol odnehamo, ne? In to je v bistvu napaka. Ne? Ženske, ko enkrat rečemo, ga najprej zmotimo, potem je najboljš malo počakati, in potem čez nekaj časa še enkrat povedati. In takrat si pa on že v svojih možganjih. Jaz mislim, da to ni dobro, da poveva. Jaz mislim, da to ni dobro. Zakaj ne? Za ženske danes govorimo. Moški bodo preveč nastali, če ženske zdaj začnejo uporabljati potrpežljivost in ustrajnost in tako naprej. Ok, v redu, kar gremo naprej. V bistvu gre za ljubečo komunikacijo, za ustrajnost. Ljubečo, ja. Okay. Seveda. Okay. V bistvu je vse skupaj trening, ne? In za ženska in za moškega. Trening, da se ti navadiš. Za ženske trening, za moške trpljenje. Ok, gremo. Ok, kaj bi še povedal? Vse smo povedali. Kar gremo naprej. Ok, snemamo, ja. Ok. Veliko krat recimo, kadar se pogovarjam z ženskami ali pa strankami, s katerimi delava, pa recimo kljub temu, da vse to delamo, da recimo nekomu lepo rečeš, da to, kar smo že povedali, recimo delamo, ampak nekaj ne funkcionira, še vedno ne, moramo v bistvu pa vedeti eno stvar, ne? Komunikacija je v partnerstvu zelo pomembna in se jo moramo naučiti, ne? Ampak ni to edina stvar, ki jo moramo imeti, zato da nam komunikacija in vse ostalo tudi funkcionira. In v bistvu o tem se moramo vprašati, kaj stoji iza naše komunikacije. In to je? V bistvu, plejte, če gledate, recimo, če poslušate kakšne coache in tako naprej o komunikaciji, ne, vsi coachi razlagajo, da je samo 10-20% je verbalna komunikacija. Ne. Vse ostalo je pač mimika našega telesa in tako naprej. In tako naprej. V redu, to so coachi, mi da so pač energijska coacha, ne, in dejansko mi dva razumeva, da je pač 10-20% je pač ta verbalna komunikacija, ne? Ampak vse ostalo je pa energija. Naša vibracija, to, kar mi oddajamo. Mi smo kot antene pa sateliti, ki oddajamo neke vibracije in komuniciramo v bistvu na energijskem nivoju. Okay. In v bistvu tudi, če ti nekaj rečeš, v sebi si pa, ne vem, jezna ali pa zafrustrirana, pa lepo rečeš, se čuti to, kar je v tebi. Ne? To je en tak zelo površinski primer. Ne? V bistvu moramo paziti, ker v odnosih, še posebej recimo v partnerstvih, ki so že dalj časa skupaj, ne, in se potem naučijo komunicirati drug z drugim, dostikrat recimo, ko grem po cesti, ko malo tako mimo grede, ko koga prehitim, enostavno vidim, koliko je to neke naučene komunikacije. Ne. Ampak dejansko, bom rekel, ker pač ne zaznavajo energijo, je pač problem, da ne vidijo, kakšna energija je v ozadju. In dosti, ko se pogovarjam recimo z strankami tako, ne, posebej, ko je ženska
jezna na moškega. Ne. Ogromno žensk v bistvu pravi, jaz mojemu nikoli nič ne rečem. Jaz mojemu nikoli nič ne rečem. Ne. Ogromno žensk, morate vedeti nekaj, drage ženske. Ne. V vas se ogromno stvari dogaja, ogromno nekih viharjev in ogromno žensk je, ki dejansko imajo sebe pod kontrolo. Svoja čustva pod kontrolo. In to, če imaš ti čustva pod kontrolo, ne pomeni, da se znotraj tebe ne dogaja svašta in svega. Ne? In potem, ko ti to dejansko, to vibracijo, to energijo, to sovraštvo, nepotrpežljivost, naveličanost, ne? Dragi, a boš prišel na večerjo? Sem ti že stokrat rekla, vsak dan ti čakam tile 10 minut, že prišel porka prinesti svojo rado kuhno. A razumete? In potem se sprašujete, zakaj se mož skoraj strahom pride v kuhinjo in tako naprej. Ne? In dejansko problem je, ko smo mi v tej svoji energiji, ne, dejansko tega ne opazimo. To je isto tako, kot ko se preznojiš, ali pa z vsem spoštovanjem, ne, ko prideš iz hleva, ne, smrdiš. Ponovadi. Okay? Ampak ne opaziš tega. In ko si ves čas v tej energiji, ne, zato v bistvu, tako kot je Karmen rekla, ne, ogromno ljudi potem gre na tečaj komunikacije, se učijo besede. To je ista zadeva, kot pravite, jaz se z prodajo se ukvarjam že 30 let. Ne. In dejansko vse te prodajne ali pa komunikacijske tehnike, skripte, bom rekel delavnice, to so super orodja, to je super zadeva. Ne, da se naučiš. Ampak dejansko, če nimaš ti neke energije iza tega, dejansko z te komunikacije ne more biti nič. In bom rekel, če poskušaš te stvari sam spremeniti, je isto kot da gledam sebe, tečem po rožniku in z ogledalom gledam sebe, kako tečem in si popravljam tekažno tehniko. Enostavno ne gre. Ne. Prvič, ne obvladam, ne zaznavajo ljudje energije, ne razumejo, ne? Ker v bistvu, moja izkušnja je, da dosti krat, ko pride nekdo na pogovor, iz enega stavka vidim zgodovino 10-20. Pa ne se ustrašiti, ampak to je lahko odrešitev, ker v bistvu pomeni, da toliko časa že iščete in lahko, bom rekel, v minuti, 2 lahko dobite odgovor, v kateri smeri treba delati. Nekako se reši še, ampak v kateri smeri treba delati. Ja. Ker v bistvu vse to, kar nosimo v sebi, ne, pa ne zdaj samo z tem partnerjem, s katerim smo, ne, ampak tudi vse naše pretekle izkušnje, prepričanja, kako mi gledamo na partnerstvo, pa na življenje in kakšen pogled imamo na vse to, kakšne blokade energijske imamo, vse to vpliva na v bistvu našo vibracijo, na našo energijo in v bistvu seveda na tem moramo delati, pa ne sami, zato ker ponavadi blokad ne vidimo, sami tako, kot si ti rekel. Ena stvar, ali pa en primer, ki ga jaz dostikrat recimo tudi mojim strankam dam, pa ženskam je, vsi vozimo avto. Ne? Okay. In ko smo bili v avtošoli, so nas učili, da je takole od zadaj mrtev kot, ne? Kjer ti ne vidiš. In v bistvu šele nekdo drug lahko to v smislu osebne rasti, v smislu blokad in vsega tega, se pravi, mentor lahko vidi, kaj je tisto, kar tebe drži tok nazaj, da ne moreš iti čez. Ne? Ker tisto, kar lahko vidimo, itak mogoče popravimo, če znamo. Če pa ne, če ne znamo. Ker to, da ti nekdo reče, da delaš narobe, še ne pomeni, da znaš delati prav. In tudi, če se odločiš, da boš delal drugače, še ne pomeni, da bo to prav. Tako. A razumete? Glejte, če greste iz Novega mesta v Maribor, ste blizu Ljubljane, zavijete pač proti Primorski in potem vam nekdo reče, da pač ste na napačni poti, zdaj bo pa vse drugače. Zdaj grem pa po drugi poti in bom našel ta pot, samo. In potem greš na Jesenice. Ampak ti si namenjen v Maribor. A razumete? Ne? Da, ja. Ok, zdaj smo nekaj primerov dala, pogledali smo, kaj v komunikaciji ne funkcionira in kaj stoji iza naše komunikacije, tako da upam, da smo odprli oziroma odkrili neke
en del obzorja in da smo vam s tem tudi pomagali. Tako da mi dva se veseliva naslednjega srečanja z vami in do naslednjič. Bistveno je, da razumemo, da komunikacija niso samo besede. Komunikacija je bistveno več in največ, kar je energija. In tista energija, ki jo mi prinesemo s sabo. Tako da v bistvu vse te stvari, če hočemo spremeniti karkoli v življenju, moramo spremeniti svojo energijo. In zato smo tukaj. Za vas, energijski trenerji za uspeh. Da. Za vaš uspeh. Odlično. Tole danes je bil Miran Karmen Show. Upam, da je bilo kaj poučnega, da ni bil samo show. Če imate kakršnokoli vprašanja, pišite na info@miranpeterman.com. Nimajo še Miran Peterman Karmen Show.com, ampak bo v redu. Tako da v bistvu lahko tudi komentirate pod video. Lahko predlagate teme, o katerih bi želeli govoriti, da pripravijo na to temo show. Tako da to je to za danes. In tale show bo odšel domov. Tako da se pozdravljamo. Ok, čau, živja. Živja.